Večer. Večer. Prva gledalka se bo pojavila glihkar. Da mi ne bo žal, da sem nehal delati MTBC live, mogoče izgubili publiko. Zdaj dobivajo ljudje gostine. Uroš Ložar je prva gledalka! Jošt. A Jošt ga je prehitil, pa ne Jošt Ložar. Jošt Trucelj. Zakaj pa je samega sebe zdaj slišen, tle, ne vidiš? Tega pa nisem navajen. Ok. Mogli biti tiho, ne bo. Se bo pa bolj drla, da se nova slišala zamudo. A je vse v redu? V redu je! Dober večer, lepo pozdravljenih vseh 17 gledalcev, 18. Maha se v strigu, prvo vprašanje, strokovno vprašanje Uroša za Maha, se v strigu? V strigu, veš kdaj, lih pred Božičem, točno, 21. 22. decembra. Iz Virovitice te pozdravljam. Ja, pozdrav na Hrvaško Virovitico. V Hrvaški bomo seveda še govorili, ne? Bomo. Ker je nekaj zgodb povezanih z Mahom. Kdo je Mah? Je Matej Hartman. To vemo, no, ampak... Ja. Nekaj se s kolesom voziš, pa par stvari počneš, ne? Ja, pa malo se s kolesom vozim, malo hamburgerje pečem, malo doma kuham, malo kaj pospravim, malo kaj napišem za MTBC, malo kaj odpeljem na kakšno destinacijo. Kva še? To je Mah. Nisem prav vprašanje, kakšna usporednica med hamburgerji pa mountainbiki? Nekaj moraš pojesti, če šiti na kolo. Pa takrat, ko smo delali grafično podobo za Mah, to je naredil Luka Bratožive, eno tako dober Mah narisal, ki je v končni fazi kar nekam, takrat sploh ni bilo mišljeno, ampak bi lahko tudi v MTB potegnil. Ok. A ti je kdaj žal, da si cepnil z Mont Blanca in mogoče takrat začel spet malo bolj o kolesih razmišljati in se usmeril v to? Jasno, da mi je žal, da sem cepnil z Mont Blanca, predvsem zaradi posledic, ki so ostale na gležnju. S tem, da jaz takrat, ko sem cepnil, letos bo... Obletnica. Letos bo 20 let, odkar imam drugi rojstni dan, tam na 6. septembra. Ja. V bistvu jaz takrat po padcu pa po rehabilitaciji sploh nisem razmišljal še o MTB-ju, ampak sem bil še čisto v plezanju in je mountain bike prišel po izletih smo, ne vem, se nam rekel naveličali plezanja, ampak veliko smo hodili na gardo, pa je pa kolega Tomaž, zmeri smo imeli kolesa s sabo, zato da se bil prej v plezavišču, pa se je pa začel on majhen okoli voziti, tudi po tehlih neglih trailih, ampak za tiste čase so bili traili, pa ne vem, pa so pa enkrat šla skupaj na Tremalco, pa je bil pa konc, pa smo pa nehali plezati, pa začeli kolesariti. Spet kolesariti, ja, sem itak že prej bil cestni kolesar. Pozdravljam vse cestarje. Sej, to je bila tvoj članek tudi dosti uspešen, ali bi moral nazaj na cestno kolo, ne? Ja, no, tisto mi je enkrat prišlo čistko v en klanc po asfaltu, sem grizel zvečer, letos smo trasirali Trans-Kroacijo in sem mogel pred nočjo še nekaj zadnji dan strasirati in potem sem v trdi temi, sem pustil kombi na vrh hriba po asfaltu z gorcem, derkal do kombija, pa mi pa to prišlo na pamet in sem takrat majhen razmišljal, celo ne dvakrat sem se ustavil, da sem se na par misli v telefon zabeležil. Ja, ampak ne vem, luštno je biti tudi na cestnem kolesu. Enkrat sva šla že par let nazaj z Boštjanom iz Web Companyja s cestnimi kolesi, specialkami na Dosti specialka, gravel moraš sprobati, no? Če te vleče na specialko. Ja. Dajva kakšno minutko posvetiti tej tvoji ustvarjalni žilici. V zadnjih 2 letih, 2017-2018, si hit pisati, no, že kakšno leto prej si bil, ampak dejansko zdaj, ko smo imeli te objave, si imel obakrat po 2 članka svoja v Najboljši hamburgerji. Je rekla Mirjam. Hvala Mirjam.
V nedeljo smo se srečali z Mirjem na Lubniku. A veš, da sem šel peš na Lubnik, živo sva šla po ne vem koliko letih in sem se prav čuden počutil, ponovadi grem na Lubnik s kolesom. Po dva tvoja članka sta bila top 3. Obe leti te tvoje razmišljanje ali kakšne zgodbe, tak žanr imaš svoj, ne? Evo, to smo hotela pol objaviti, Uroš, ne ve. Nismo še objavili, veš, Uroš? Bomo vprašali, drživa tole vprašanje za malo pozneje, ko pridemo do Four Irons. Hvala, Uroš. Torej, to tvoje pisanje, nekako smo se začeli pogovarjati o tem, da bi ti kaj napisal za MTBC. Si rekel, da si zelo rad spise pisal vedno v šoli, pa da si imel slovenščino Peter. Ja, no, Petjo glih nisem imel, ja, spisal sem pa res rad pisal. Tle pisanje, jaz imam tukaj le mehen lažjo nalogo od tebe, pa od Uroša, pa od Bobija, zaradi tega, ker imam več ali manj proste roke in zelo redki teksti so taki, da sem jih mogel ne vem, se temu reče po naročilu napisati, ampak več ali manj, ki mi kakšna neumnost pade na glavo, pa kaj napišem, včasih malo boljš, včasih malo slab, pa se tako. In veš, ki nimaš... A začutiš, kjer bo tisti hit člank? Kaj pa jaz vem? Ja, no, le jasno, da rad se malo pohecam in ni tako računaš, da tam, ko se hecaš, da tisto malo bolj bere, ali pa če mejhen provociraš, ampak recimo, če greva na 2017, ta članek od Uroša, recimo, je bil čisto presenečenje. Tudi, mislim... Pa taka čisto naravna zgodba, ki se ti je zlila, ne? Pa čisto slučajno je prišla, nič nismo bili zmenjeni in recimo, dobro, se ljudi se verjetno ne spomnijo tekstov nazaj, ampak tudi kako slučajno smo se z Urošem na Soči srečali, dejansko so nas eni fantje v eni varni štajerski hiši v Soči zadržali in malo napili in če nas guli ne bi tam zadržali, niti slučajno ne bi Uroša srečali in če ne bi Uroša srečali, pač ne bi bilo zgodbe z Urošem, pa no, ne veš, nikoli ne veš, ampak vsaj v tistem trenutku jo ne bi bilo. Letos pa, oziroma 2018 pa ta z e-bajki, ne? Dobar, tisto je bilo pa tako, te e-bajki so zanimiva tema, ne moramo pač priznati, moramo, da skozi bolj prihajajo noter, pa naj nam ali pa naj bo komorkoli všeč ali pa ne. In že nekaj časa sem razmišljal, da bi bilo prav kaj napisati o e-bajkih. Jaz sem tudi večkrat mislil, pa nisem nikoli nič napisal. Pa dobro, saj sem zato... Napisal sem svoj test, kako jaz to vidim, ampak niso bili še zdaj, niso bili tako uspešni članki kot tvoji. Ja, zato sem se malo norca delal. Malo si provociral. Malo sem provociral, ampak čeprav sta se dva zelo spravila name, da sem e-bike hater, jaz v tistem tekstu nisem nikjer ene resne proti e-bikerske... Malo si tehtal, Ja, no, pač napišeš, kaj je dobra stvar enega, kaj je dobra stvar drugega. Tako sem začel, ko si žakar obesil na tisto, da si napisal, da hropeš, potem pa en s trebuščkam, pa ne vem, čelado na zatilnik prehti z e-bajkom. Le tega pač v Sloveniji ne doživiš, zaradi tega, ker je toliko manj e-bajkov, ampak v tujini, v teh destinacijah, kjer bajke masovno rentajo, je pa tega ogromno in tam se ljudje vozijo z e-bajki, ker te je ko ga gledaš strah, kako, mislim, se vprašaš, kako bo človek dol prišel. Da upaš, da ne boš šel previsok, ker ne boš dol prišel. In taki primeri so se že zgodili. Kolega Tomaž je letos v Livinijo in možakarju pomagal, ki se je zaplezal. V Sloveniji smo imeli eno resno reševanje kolesarke z e-bajkom. No, sej takrat, na podlagi tega je tudi prišlo, sem zdi, do tega teksta. Mejko smo se od tega pogovarjali, da se rekel, da ne malo vprašam, ampak lej, dobro, nesreče se naredijo tako ali pa drugač. Ja, to tvoje pisanje, kaj bomo ta teden brali od doma ali pa naslednji teden? Ja, imam. Zdajle pa ta zadnji teden lanskega leta mi je Bobby dal ene testne karbonske wheelsete od Pancho Wheelsa. Fenomenalni so. To je pa... Se pravi, bo to resen test ali bo zgodba? Ne, resen test. Se bo dobro, malo zgodbe tudi zraven, se izmeri se ti kaj podi po glavu tudi tipa zgodba, ampak tako, ne vem, ko naj temu rečem, razodetje, odkritje, to, kar se s temi kolesi naredili, je meni nepojemljivo. Čez nekih 20 minut začne druženje tukaj v Mahu.
v tvojemu lokalčku, Škofji Loki za dvorano Podena, ne, kot se reče. Ja, na Podnu. Če še kdo prav blizu lahko pride. Matic te hvale, ja, se bo Matica ne poznaš, on je čist red, ki ga ne poznaš in takrat tako hvale. V redu, Matica ne poznam, živijo Matic, ne zamer, sem te zatajal. Hvala, Matic. Ja, lahko še kdo pride, če prav blizu, a ne? Ja, in zelo se bo splačal, ker kakšnemu neodločenemu, v bistvu bomo žrebali 100 evrov popusta na štartnino. To smo si izborili pri Tomislavu. Prav lahko 100 evrov za pivo zapravil danes tukaj. Jaz mislim, da tist, ki bo prišparal 100 evrov pri štartnini, jih bo konkretno v kolo vložil. Ker taki smo. Ta tvoja, to tvoja predstavitev nekako je, ta družina so redna, mora povedati, ne, čez zimo vsako sredo zvečer, ne? Ja, pa polet tudi. Tudi poleti, ampak poleti vozite, ne? Polet vozimo ob sredah, pozim smo pa noter na toplem rajš. Predstavljaš etape letošnjega Four Islands, ne? Ja, dobro. V bistvu celo dirko danes, ne? Ja, to je pač današnja tema. In lahko rečemo, da je to nekak preplet tvojih teh športnih izzivov, ki si malo dirkača, ne? Ja. In moramo to, kar prej Uroš omenil, gresta z našim Bobjem, Alešem Bobnom, sta letos dvojica za kategorijo Grandmaster. Ja, jaz sem se toliko postaral že, da je to pravo leto, ne? Da pravo leto in da voza, ja, po Grandmasterih letos. A boste izzivala Koko, Robiča? Nikoga ne bo izzivala, ker je to, izzivati je malo taka beseda. Verjetno boste malo gledala v balanco pa trpela za kakšen rezultat, ne? Jasno, da bova. Zdaj, kam se bova pa postavila, pa pojma nimam. Peter, kaj bo zdravo, tale Peter. Povedal, lega. No ja, Petra bo odzad po moje gledala. Ja, vprašanje s kombo, ne? Vse vemo s kombo. A ja, itak ja, tako. A ista kategorija? Ja. To bo trda. Se pravi, preplet teh tvojih športnih izzivov in vodenja, ki ga tudi pod znamko Mah MTB, in prav to tvoje vodenje, tega je veliko na Jadranu, na otokih, tako da izven dirke zelo dobro poznaš te 4 otoke in cel Jadran. Ja, pa do tega je prišlo spet, kot je vsaka druga stvar, dost neplanirano. Jaz se spomnim, da sem par let nazaj, v bistvu na zadnji teledirki v Rabcu, Labinjonski maraton, takrat sem odkril, koliko so to lepi konci, pa kaj se dejansko z gorskim kolesom da tam dol prevoziti. Zato se jaz dostakrat napišem ali pa rečem, da se ne strinjam, da mi poimenujemo naša kolesa gorska kolesa, zato so to terenska kolesa. VTT, ne? Ja, VTT, Francozi imajo ta prav izraz, ne terensko kolo, zakaj? Poznam ljudi, ki jim tudi ta izraz ni bil všeč in so izumili besedno zavezo turno kolesarjenje. Ja, sam turno kolesarjenje, no to imamo nekako na Planinski zvezi. Turno kolesarjenje je zaradi tega nastalo, ker je to dejansko širši pojem, ker se nočemo profilirati samo za gorske kolesarje, ampak glej, turo, ti lahko vodiš turo tudi po asfaltu, tudi po makadamu, tudi po ravnem. In glih iz tega je prišlo do te besede, ki mislim, dobro, enem malo čudno zveni, ampak dejansko pa lepše pokriva to, kar se gremo. Vozimo ture, pa ne glede na to, a je to v Alpah, a je to, ne vem, v Afriki, a je to na Hrvaškem, a je po asfaltu, od končne faze, tudi po asfaltu in makadamu so ture. Bojan te hvali. Bojan Šenkin, zdravo. Najboljši otrok, ki ga poznam. Hvala, Bojan. Spikeri mi, nič nisem grdega rekel. A veš, da sem si jaz Uroš tim drugič povedal, pa je enkrat članek napisal, da sem si pa jaz zmislil turno kolesarstvo. Ne vem, z Jožetom sva enkrat klepetala, pa sva tako odnesla, da je pol v bistvu odbor nastal, oziroma komisija. Vodenje tvoje, hrvaški otoki, ampak tudi, če si malo jugonostalgika, mogoče Bosna? Ja, Bosna je pač prišla z Ozrenom. Ozren je
pred parimi leti prebral moje tekste na MTBC-ju, enkrat me je poklical, šel sem dol, malo sva raziskala in potem se je začela Bosna. In Bosna je zanimiva, ne? In meni in ljudem, zaradi tega točno zato, kot si ti rekel, malo je jugonostalgije, malo je pa to, da je dejansko dol pokrajina še tako prvobitna, drugačna. To se ne da primerjati z ničemer, ne z našim Posočjem, ne z neko Avstrijo, ne z, ne vem, Livinjem, saj kar se same pokrajine in teh koncev, kjer vozimo tiče. Recimo, mi imamo te ture dol okoli Prokoškega jezera in ja, treba je ta prvo povedati, dol je absolutno varno. Na Prokoškem jezeru ni bilo nobenih vojnih dejstev in tam je bolj varen, kot pri nas v Posočju, ki sem pa še skozi najdejo iz prve svetovne kakšno pozabljeno granato ali pa kaj takega. In tam si res v naravi in poti so, ne vem, še skozi tiste pastirske uhojene od pastirjev, težko koga srečaš, ne vem, prvi dan na turi, ko zapustimo Brusnico, pa do Prokoškega jezera dejansko ne vidiš avta, ni nobene ceste, ni nobenega človeka, kakšnega pastirja srečaš, ko ovce pase in si tu v čisti divjini. Mislim, divjini, ni zdaj to, ja. Se pravi, Jadran, Ja, Jadran se je pa potem začel širiti pač preko Four Islandsov tudi, je res, Four Islandsi so bili dobra osnova za Jadran. Ja, pa smo ga pa začeli sami raziskovati in zadeve so rasle. In zanimiv je, se pravi, Jadran je zanimiv spomladi, pa jesen, pa dejansko tudi pozimi, se pravi, izven te glavne sezone, takrat ni gužve dol, poti so dol meni fantastične, ljudje so prijazni, pa velike zavozete, pa fajn je, ne vem, dol, če gledaš, nimaš tistih vzponov, koliko smo jih v Alpah navajenih, da moraš Jurja gor narediti, pa Jurja dol, ampak se peleš takole, na koncu imaš pa litko, Jurja pa pol višincev lahko. Pa še ena lokacija, kamor se vračaš, Livinjo? Livinjo spada pa v tisto destinacijo še prej, Mont Blanc pa tam. Livinjo smo začeli skoraj pred 30 leti s familijo hoditi, takrat seveda nismo kolesarili, smo malo v hribe hodili pa to. Jasno, da smo imeli zmeraj kolesa s sabo, če drugega ne, zato da smo bili z otroki majhen bolj mobilni, si jih dal v zadnji očiček, pa si se pelal. Ja, pa smo pa začeli kolesariti, pa itak, veš, Livinjo je meka evropskega kolesarjenja, pa mogoče celo svetovnega in zdaj smo bili dvakrat lani in predlani tam in ljudje so bili navdušeni in jasno letos, prvi teden julija gremo spet. Se najdejo ture za vsakega, ne? Za vsakega, tam ta čarobnost Livinja je v tem tudi, ker dejansko lahko vsako turo nadgrajuješ. Pri nas moraš velikokrat odločiti, da boš šel na to turo. Tam je pa lahko, kakorkoli je to ogromno pa prostran področje, ampak skoraj vsako turo lahko prej skrajšaš, pa se vrneš, ali pa nadgradiš, pa greš še majhen čez, pa še malo potegneš in ja, ko je sestavljam, ko jo sestavljaš, ne. Ja, dejansko so pa ture za vsakega, zdaj bodimo pošteni, vsaj to, kar mi vozimo, to niso neke spustaške ture, ampak so, kaj bi rekli, all mountain ture, se pravi, štartaš v centru mesta, greš na turo in prideš nazaj. Jasno, da se zapeljemo tudi čez Motolino, tudi dol čez Karoselo, ni nam pa to prvotni namen. Torej, če narivaš še reklamo, kdor hoče voziti s tabo, Mach MTB naj najde. Ja, machmtb.com stran. Najlažji. Najlažji. Pa Mach MTB na Facebooku, pa ja, ali pa samo mene na Facebooku, pa je. Zdaj pa povej še tole tvojo kolesarsko zgodbo, ki ni samo tvoja, ne? Tvoja soproga Živa je tudi kolesarka, ne? Ja. In vajin starejši sin se je odločil, ki je bil tukaj na isti klopi, ne, pred dobrim letom, ne, ja. Ko se je vrnil iz Kanade, se je odločil pač po maturi, da gre v Kanado in zdaj tam dela in kolesari in je verjetno do nadaljnega tam, ne, kolikor mu bo pač uspevalo s papirji in z delom in vsem. Kako vidva Živo to spremljata? To strast, ki ga je odpeljala, strast, ki je povezana z vama, ne?
Jasno, da mu prvošmo, a ne, in nikoli sploh ni bil vprašanje, a bo šel, a ne bo šel. Sčil je tam pri 10 letih, da bo šel v Kanado po srednji šoli. Pa takrat smo se mu majhen smejali, pa tisto, tako kot vsak otrok reče, ja, seveda bo šel, seveda bo šel. Pa na Luno, pa na... Ja, pa na Luno ga nikoli rekel, samo v Kanado. In pravim, ta prvo je bilo to pač tisto, ja, otrok, pa počas pogruntaš, da to resno misli, ne, in tudi, ne vem, je imel zadeve čist razčiščene in tudi kasneje pojek se je že res vedel, da pač še srednjo šolo konča in gre v Kanado, pa so mu kolegi rekli, ja, šel v Whistler, ja, njemu je zmer jasno, kakšno Whistler, prav, jaz nimam tam, kaj jaz grem v Kamloops, ja, kaj še skozi njemu ta tradicija mountainbika toliko pomeni, Da je šel na izvir. Ja, da je šel na izvir, a ne, sej tisti malo starejši poznamo te New World Disorder filme in tisti ta prvi so bili Kamloopsu posneti. Whistler je pa industrija, ne? Ja, Whistler je pa industrija, ne, in prvič je tam tudi, mislim, tudi drago je tam, jasno, sej verjetno se da kaj zadelati, najdeti, pa mogoče malo bolj plačano. Najdražji za živeti v Kanadi. Samo življenje tam, ja, je pa daleč ne dražji tam. Tako da ja, zdaj se pa bori v Kamloopsu, ja, problem so ti papirji, a ne, kolikor ti vsak tudi tam obljublja, da ja, sej bomo zrihtali, ampak težko se da kaj zrihtati, a ne, vse je treba iti uradno čez. In tudi lih tako je tam birokracija in se čaka na papirje in pa te pozovejo, da še kaj dopolneš, pa take, pa prevesti je treba vse. Tukaj zadaj se vrti jaka na... A to ni jaka, ne? To je pa že nekaj drugega, Tole pa letašnja Švica. Ok. Ej, kdaj greste živo v Kanado? Lej, ta prvo se mora jaka tam zasidrati. Pa smo pa začeli pogovarjati, da gremo v Kanado. Poš pa po furu, kaj, ne? Ja, lej, pošten bi že bilo. Spodobi se jim pravično je. Ja, super, veliko smo povedala, če ni več vprašanj. Kakšnih večjih nagrad nimava danes, lahko dobite medenjak. No, nagrade bojo poj. Če kdo pride v 5 minutah sem, dobi medenjak. Nagrada bo pa tukaj ena dobra, ne? Bomo rekli. Ja, tako kot smo že rekli, Tomislav nam je dal dejansko dve znižani štartnini. Eno bomo podelili danes v Lok, naslednjo pa pripravljamo nekje konec januarja še v Ljubljani eno podobno predstavitev Four Islandsov in tudi tam bomo podelili še eno znižano štartnino. Hvala, Mark. Prvi, kaj še hotel povedati? Nekaj si spomnil, ne? Ja, tlele gledam. Moraš prav, da moraš tlele promovira. Moraš promovira BC Race. Da, ješ pa na BC Race, ja. Ja, ne vem, mogoče bomo pa probali v bistvu jaka združiti s tem. Se veš, da če tako stvar planiraš, pa je... Malo naprej na Vancouver Island pa tam, ne. Tako, a ne, pa je probaš še kaj tacga noter skomponirati, če že greš, ne. Hvala, to je bil prvi MTBC Live v 2019. Lepo bi bilo, če nam spet uspe tedensko. Še lažje bo, če vplenimo kakšnega pokrovitelja namenskega za MTBC Live, ki ima veliko dosega. Mislim, da bi znal to komu kaj pomeniti. Še en ložer se je oglasil Dušan. Ja, tudi to je v načrtih, a ne? Ja, lej, definitivno. Ta prvič gremo pogledat, naprej gremo pa pač klienti. A ne, Uroš? Letos gremo v Livigno, a ne, Dušan? MTBC Live išče sponzorje. To je to. Hvala lepa. Danes smo menjega na majici, ki ni sponzor, ki bojo obogateli, bojo sponzorji. Guidify. Si že sprobil Guidify? Ne, ga pa poznam. Nalož, ne? Bum. Sam narobe, ne vem, zakaj so mi dali majico, ki narobe piše. Bi se pa ti narobe oblekel. Ne, to je prav, le. Hvala. Deva še tole, lej. Pavčke gor. Dej unga, ki boš gledati. Takole, pa pogledaš tja, lej. Takole. Lepo zamejte. Hvala, da ste me ogledali. Čau, živijo.